V bistvu ni poti več nazaj, ko enkrat to odpreš. Ja. Zato vodi prepričan, da hočeš načeti. On bi lahko šel v mojo glavo in videl, kaj se mi dogaja noter. Takšna odprta komunikacija je, takšno zaupanje. Ne znava si predstavljati, kako bi to delovalo, brez da bi delala na sebi. Ja, se tu družimo. Mislim, tako, čisto vsi naenkrat skupaj, to ne, no. Živjo, danes sta z mano zelo posebna gosta. Sem ful vesela, da ste se mi pridružila in bomo govorili o eni zelo zanimivi temi, ki ste v bistvu pri nas onedva odprla, skoraj noben ne govori o tem. Všeč mi je, ko si rekla odprla. Pun intended. Tako da ja, jaz bi sam vaju prosila, da se na hitro predstavita, kdo sta, kaj sta, koliko časa sta že skupaj in zakaj sta danes z mano. Izvoli. Hvala za to. Dame imajo prednost. Čast. Ja, midva sva Jan in Tjaša. Jaz sem Jan, ona je Tjaša. Jaz sem Tjaša, tako. Tam je svet, sicer se ga ne vidi, ampak je tudi zraven naju, vedno. Sva pač par, poročen par, zdaj po ta novem. Starša tudi, novopečena. Ja, ampak zakaj so danes tu? Zato, ker prakticirajo odprto zvezo in ste nas povabili, ne? Zato. Odzvala sva se na povabilo zato, da prenašava lepa sporočila ljubezni. To je pač najin tudi namen, zakaj sva sploh se mogoče malo bolj izpostavlja pač ljudem iz najine izkušnje, pač tako, kot sva midva to doživela in če mogoče še komu kaj koristi. Zdaj, prvo, kar mislim, da bo se zanimalo, če vaju še ne poznajo, potem ne vejo, koliko časa že prakticirate odprto zvezo že od začetka, ali sta to kasneje začela? Ne, v bistvu midva smo imela tako 5 let dosti klasične monogamne zveze, tako da zdaj je leto in pol jo prakticirala. Ampak mogoče bi lahko iskali začetke že kar globoko nazaj v najini zvezi, preden sva dokončno rekla, ok, ja, pač midva sva ta odprta človeka. Sva že prej, ne vem, sva šla že trojčka, recimo, sva šla na kako to masažo, ne, erotično masažo in podobno. Šla sva mogoče kdaj ven, sva se pretvarjala, da nisva par, ampak sva vedela, da bova šla skupaj nazaj, ne. Ja, tako sva se malo igrala, malo sva bila radovedna, malo sva raziskovala, ker sva pač v bistvu se imela že od začetka ful rada, ful sva si zaupala, bila sva iskrena en z drugim, ful imava humorja oba in pač sva tako kot dva otročka radovedna, ki se malo, pa dajmo probati, pa dajmo videti, ne, kako je to, pa kako je to, pa sva se malo našla v tem skupaj in je bilo ful lepo, ker pač noben drugega ni obsojal in sva pač lahko si dovolila to, ne. Tako da sva tudi enkrat sva šla za hec malo v strip klub pogledati. To je bil v bistvu en izmed prvih zmenkov. To je bil nek moj osebni test Tjaše, a je to prav material? No, jaz nisem vedela, da me testira, tako da... Ja. In je prestala očitno. Sem prestala, Ne samo, da je prestala, zelo všeč je bilo v stripu. Ja, več bilo je zabavno, bilo nekaj drugačnega, izven serijskega in mislim, če imaš enega človeka zraven sebe, s katerim lahko pač se igraš, je to ful lepo, no. In potem so na eni točki, ko sva se res intenzivno osvobajala, že kar v bistvu kako leto do takrat, sva prišla do točke, ko sva, sem tako rekla, v bistvu midva sva toliko svobodna, da pa toliko se imala rada, da pač tvoja sreča je meni ful pomembna in obratno in če to pomeni, da bi bila z drugim, recimo, bom razumel in obratno. Eno izmed vprašanj, ki se je dosti ponavljalo, je bilo, kako partnerju predstaviti, da te zanima odprta zveza. A bi sploh lahko rekla, kdo je dal prvi pobudo? Mislim, da mora malo razočarati vse sledilce na Instagramu. Nima pravega odgovora na to vprašanje, ker oziroma najbolj iskren odgovor, ki ga lahko dam vsakemu, ki ga to zanima, je vi poznate svoje partnerje najboljš, ne. Prvo morate biti iskreni sami s sabo, da ste lahko iskreni o svojih željah in potrebah,
do partnerja. Ja, mogoče, da se najprej malo vase zazreš, da malo pogledaš noter, kaj sploh hočem, ne? Kaj sploh tisto, kar jaz hočem? A hočem sam seks? A hočem, ne vem, raziskovati? A hočem videti, kam me pelje? A hočem imeti tak odnos s tabo, s to partnerko, partnerjem, kdorkoli, ne? Ker želim s tabo izkušati nove stvari, ker zares se mogoče poglobiti vase, pa kaj ti hočeš, in potem, ko boš to vedel, povej iskreno, ne. Mogoče ugotoviš tudi, da v bistvu iščeš odprto zvezo kot način, kako v bistvu rešiti neko propadajočo zvezo, ne. To so... Lahko probaš, ne? Lahko probaš, ja. Lahko probaš, ampak... Mislim, nič ne bo hitrejše uničilo načete zveze kot odprta zveza. Tako da... Po najni izkušnji, ja. Ja, ker definitivno te odprta zveza da na preizkušnje, ne. Ti se moraš soočati s svojimi lastnimi strahovi, s svojimi lastnimi zadržki, bolečinami, nepredelanimi stvarmi iz preteklosti in vse to pride na površje, ne. Ki sploh ne veš... manj vrednosti mogoče, ne. Mogoče, ker sploh ne veš, da jih imaš, mogoče, ne. Mogoče na začetku, kot nama, ne, mi dva takrat, ko sva se igrala, kje sem jaz takrat vedela, da imam toliko enega balasta v sebi, ne, čustvenega. Da je toliko enih stvari še pri meni, ki so za spustiti, ki je kar nekaj, ki ne rabim vlači za sabo. Ja, vse te stvari moraš prvo pri sebi razčistiti, preden sploh načneš ta pogovor. Ker če boš načel ta pogovor nepremišljeno, potem se bo tudi tako odvilo, ne, bo nepredvidljivo. Če ne veš, kaj bi rad, pol v bistvu ne veš, ni mogoče prav cajt, da odpreš ta pogovor. Tako, mogoče ni še ta prav čas, ja. Mogoče najprej sam malo preštudiri pa pol, pa sam z iskreno komunikacijo. Iskrenost. Pa lepo je, mislim, vse iz najne izkušnje, midva vedno izhajava iz ljubezni, ne. Če je iz strahu pred tem, da boš zgubil človeka, pol mogoče to ni najboljši štart, no. Moraš tudi vedeti, ne, da če si to res želiš, ne, in če imaš res rad svojega partnerja, moraš biti potrpežljiv z njim, biti sočuten z njim, razumevajoč, ne, da bo mogoče njegov prvi odziv kva, ne, a me nimaš rad, ne. Ja. To bo mogoče prvi odziv, ne. In vedeti, kaj hočeš, ja, in res biti iskren in biti pripravljen, če boš to odprl, biti pripravljen se veliko pogovarjati. Ne moreš to odpreti, pa kar odpreti pogovor. V bistvu ni poti več nazaj, ko enkrat to odpreš. Ja. Zato vodi prepričan, da hočeš načeti to temo. Tako. Preden gremo naprej, bi rada še to razčistila, koliko imata drugih partnerjev, ki po moje bo ljudi zanimalo, zdaj imate odprto zvezo. Imate tudi otroka, kako je zdaj to? Imela ste že prej neke partnerje, ti si imel 3 partnerke, ti enega partnerja. To je še zmer, aj kaj več, aj kaj manj? Ja, pri meni so zdaj 4. Okay. Ja, jaz sem na istem v bistvu. Meni so te besede partnerji, fantje, punce, meni je to... Jaz se hočem rešiti teh konceptov, kaj je, v nekem družbenem smislu tako poimenovano. Tako da jaz bi rekla, ja, odnos, ki ga imam, ki ga vzdržujem, je en. Ki je globlji, ki je bolj povezan, ki je že nekaj časa, ne. Ampak so pa neki odnosi v nastajanju in druženja in tako da temu ne bi rekla partner, ampak pač odnosi v nastajanju mogoče, no. Okay. A se tudi vsi med sabo družite? Kako imate pa s tem? Ali sta vidva skupaj in potem ima on z njimi odnos? Ali imaš tudi ti z njimi odnos? Kako je to? Tudi se družimo vsi, ja. Ja, se tudi družimo. Mislim, tako, čisto vsi naenkrat skupaj, to ne, no. Ja, ne delamo te swingerske žure ali pa niso... Predvsem, ker niso swingerja, ne. Ja. Ja, ampak z eno izmed mojih punc je v bistvu Tjaša si zelo blizu. Ja, sva se v bistvu 2 dni nazaj koliko še dodatno zbližale in tako, res se vidi, no, da te ljudje, ki so v najinem življenju, niso naključno tam, so z enim namenom tudi in vsak te nekaj nauči, tako kot te itak vsak človek nekaj nauči, ki ga srečaš na splošno. Vsak sodelavec, vse, vsi.
In vsi en drugemu nekaj damo, ne? Nekaj si imamo zadati, karkoli že to je. In te ljudje so ful lepi in itak sorodna energija. Zanimivo je to opazovati, ker ni da imam samo jaz odnos z mojo punco, ampak ima tudi moja punca odnos z mojo ženo in vsi trije imamo nek skupen odnos. Tako zanimivo je opazovati to dinamiko, ko se sam postaviš nazaj, ne? Ko ni, da ti pride ego na poto, ne? Ko je vse razčiščeno, je vse ok. Tako. Drugače, veliko je bilo tudi vprašanje o tem, kje najdete čas potem za vse te partnerje še. Kje imate čas za vsa ta druženja, za vse te partnerje, prijatelje, za otroke, za družino, drug za drugega? Ja, otroka malo zapostavljamo, ne? Ja, pač otroke na zadnjem mestu, logično. Veliko srečo imamo. No. Moja kariera recimo je pač dopušča veliko časa, ne. Jaz recimo imam tako 5 mesecev na leto, v bistvu imam prosto in 4 dni na teden imam prosto, tako da imam veliko časa. Dost lahko razpolagam prosto s časom, no. Ko so pa nastopi na stand-up, so pa večinoma po večernih urah in da se tudi kaj skombinirati, ne. Tudi ugotoviš, da obstaja veliko nekih takih časovnih lukenj, kako bi rekel. Recimo to, da imam jaz zmenek, ne pomeni nujno, da mi nismo skupaj, ne. Lahko mogoče združimo, ne. Lahko jaz peljem otroka na krajši zmenek za 2 urci sprehod. Jaz ga podojim, on gre na sprehod z njim in se pač dobi v tem času, tako bi šel s prijateljem na pivo, ne. Ja. Se pač z eno punco dobi, ne. Je pa definitivno res, da zahteva kar nekaj časovnega usklajevanja, ne. Midva imava en koledarček, kamor piševa, imava pač skupen koledarček, kjer so vse stvari noter in potem, ko se dogovarjava, vedno pogledava not, kaj je takrat in kdaj imava čas, koliko časa. Da se, ja. Moraš pa biti kar v redu menedžer svojega časa. Pa prilagodljiv, pa fleksibilen, ne. In ful je dragoceno tudi, da imava take ljudi okoli sebe, ki itak razumejo situacijo, ne. To niso pač ljudje, ki bojo rekli, ja, zdaj pa imate otroka, pa se nič ne vidimo, ne. Pač, mislim, tudi to bi razumela, če bi kdo rekel, ne. Ampak in bi pol jaz pač rekla, ja, žal tako je, ne. Mislim, ne rabimo, ne. In zato, ker midva itak ne rabva, ne hlastava, ne rabva teh ljudi v smislu rabim te zato, da preživim, ampak želim biti s tabo zato, ker mi je lepo s tabo, ne. Se vsi razumemo in se dogovorimo tako, kot pač nam vsem odgovarja, ne. V bistvu ful pomembno to, kar si kar načela. V bistvu to, da sva odprta zveza, ni kar bi nama karkoli manjkalo. V bistvu sva toliko samostojni v sebi, da pač v bistvu tudi drugega ne rabijo zares. Midva sva sam, to je nama veliko boljše, da sva skupaj. Ja. In to se mogoče sliši ful hladno, za nekoga, ne, ki to sliši. Ampak ni, ne, to je v bistvu samo ko rasteš, ko se spoznavaš, ko te izkušnje v življenju toliko naučijo, ko ti dajo toliko veliko, začneš ugotavljati, kdo si v resnici, ne? In kdo si ti kot oseba, in da si celosten, in da si poln, in da si popoln tak, kot si, ne? Da v resnici ne rabimo en drugega, ne? Ne rabimo. Samo lepo je, da si delimo to energijo, ne? Lepo je, da smo skupaj. Midva pač imava to srečo, ali karkoli bi temu rekla, in sva hvaležna za to, da sva se našla, ne? Da sva lahko skupaj celostna, samostojna, svobodna človeka. Ampak da sva v toliko močni ljubezni skupaj, ne? In zdaj trojna moč. Prej ste govorili o tem, da imata prav koledarček, da imata organizirano vse. A imata tudi kakšna pravila, ki se jih morata držati, ne vem, petki so za naju ali pa kaj drugega, pa a sta se vnaprej zmenila, taka pravila bodo,
ali sta sprot, ki sta videla, to je treba uvesti, ko je treba narediti. Kako sta s tem? No? Ja, To sva v bistvu sproti se nekako videla, ne? nimamo zares pravil, ampak so se vzpostavila neka de facto pravila, ki pač, bravo. Neka de facto pravila, ki so pač iz praktičnih vidikov takšna, ker nam najbolj ustreza tako, ne. Saj tudi jaz nikoli ne bi zapostavljal časa, ki ga imamo skupaj. Ni važno, koliko ljudi je še v mojem življenju, ne. To mi je zelo pomembno. In ja, tega ne bi zamenjal za nič. Ja, in to tudi mislim, ne vem, če sploh rabim razlagati, mogoče zaradi sebe rabim povedati, da svet je nihče ni bolj pomemben kot svet. Nihče. Ja, ampak nič izmed tega ne rabi biti zares pravilo, ker je nama samoumevno, no, to. Sva pa na začetku mogoče res imela ene par pravil sva pa imela, ne, recimo ne dva zmenka drug za drugim, ne, en dan pa naslednji dan, ali pa da mora biti omejeno na enem tednu, koliko zmenkov je. In tu sva kmalu videla, da včasih ni druge opcije, kot pa da pač se to zgodi, a ne. In zdaj ima to bolj neke take notranje usmeritve, ampak ni pa zdaj, da sva policaja, prejšnji teden si pa bila na 2 zmenkih en dan, pa naslednji dan, tako, ne, to ni cool. Ali pa recimo sva tako fleksibilna en z drugima, ne, da če je ena punca ali pa kdorkoli že, da ima ona neke obveznosti svoje, ali pa da ni nobene druge možnosti, kot če se v tem tednu vidimo, da se en drugemu prilagodimo, ne, v bistvu, da kljub temu, da imava neko ohlapno usmeritev, ne. Pri teh pravilih bi mogoče samo še to dodal, če koga to zanima, predvidevam, da je pomembno, da pri vseh pravilih se moraš vprašati, iz kje izhajajo, ne. A izhajajo iz nekega strahu in v bistvu so samo tam namesto tega, da se pravi, recimo, mene je strah, da jo bom izgubil in dam tam eno pravilo tako, ki je sam temu namenjeno, ne. To ni v redu pravilo. Naprimer, primera, ne, moj strah je bil, oziroma pravilo, ki sem ga želela, za nekaj časa sem ga imela, ne, sem ga hotela uveljaviti, ne prespiva drugje. On ne prespi drugje čez noč. In pol, ko se začneš o tem pogovarjati, ne, zakaj pa nočem, da on prespi drugje, ne? Kaj pa meni to pomeni, ne? Kaj meni to pomeni, da on prespi drugje? Se pravi, to mi pomeni, da bom jaz tisto noč sama, osamljena bom, tam se bo nekaj več razvijalo, ker to, da prespiš po noč, pomeni, da je to ful nekaj, ne? Meni pomeni, da je to skupni intimni trenutki, čez noč spi z nekoma, ne? To je ful nekaj velik. In spet sem prišla do tega, se pravi, če imam jaz to pravilo, si jaz neke svoje strahove sam poglabljam, v resnici, ne. Se pravi, jaz dajem validnost tem strahovom, s tem, ko imam to pravilo, ne. Ampak če pa jaz to pravilo spustim, pa on nekako se sooča s svojimi strahovi, ne. To je v bistvu tako, kot če te je strah višine, pa naprimer, ne. Imaš pravilo, da nikoli ne smeš više kot 3. štuk, ne, recimo. Sej lahko ne greš, ne, ker ti je preveč strah. Ampak meni osebno je poanta glih to, da se pač osvobajam tega, da se osvobajam teh strahov, ki jih ne rabim. Ja. Me pa zdaj zanima, koliko si vse povesta, tako, ko gresta v detajle. A si povesta, bil sem na pijači, pa sva se imela fajn, ali si povesta tudi druge stvari, tudi ne vem, kakšen je seks, kje so meje? Ja, mislim, da je to zadeva, o kateri se moraš pogovoriti z ljudmi, ki so vpleteni v to, ne. Meni recimo ni samoumevno, da če sem jaz z eno punco, da stvari, ki se dogajajo med nama, pridejo avtomatsko do žene, ne.
pač brez njenega soglasja. Ne. Tako da odvisno od osebe. No. Mogoče na začetku so celo si več govorila o podrobnostih, dokler nisva začela razmišljati o implikacijah tega, ne, kaj to dejansko pomeni. Da mogoče ni fair do osebe, ki stopi v odnos s tabo, da to avtomatsko pomeni, da je stopila v odnos tudi s tvojo ženo, ne, recimo. Tako da ne greva v podrobnosti, sam bolj na površju ostaja, no, razen če oseba da eksplicitno dovoljenje. Ne. Vedno bolj je tega, ne, uvidevnost do vseh, ne. Uvidevnost do vseh, ker ja, meni je sicer lušten, ko mi on pove, ne vem, je tako zabavno, pa ja, pa mi to, pa ja, pa kaj pa, naprimer tudi zdaj se ful sprejemam pri sebi to, da mi je vzburjajoče in mi je privlačno to, ko mi, če mi Jan zaupa spolne podrobnosti, ne, z nekom. Ampak spet, če je ta oseba v to privolila, ne, ja. Ja, v bistvu, kar se midva greva, je etična nemonogamija, no. Se pravi, z najinim delovanjem ne sme biti nobenega ne smeva prizadeti midva. Namerno. Namerno. Zdaj lahko se zgodi, da je nekdo prizadet, ne. To je pač, na to ne moramo vplivati. Ja, lahko se prizadaneš sam, ne. Ja. In mogoče se iz druge strani na začetku sicer, ja, v redu, se razumem, ne. Potem pa čez čas pa se mogoče kakšna čustva razvijajo, pa pol to, jaz sem pa vsem imel neko pričakovanje, ne. Okej, samo to je tvoje pričakovanje, ne. Tukaj je tudi treba gledati in seveda se o tem pol pogovorimo, ne. Nisem jaz zdaj hladna kraljica, ja, lej, ti se obadi s tem, ne. Če sem jaz vložila v ta odnos in prisostvovala v njem, pol je tudi moja odgovornost, da se pogovarjam s to osebo, ne, in poskušamo priti do nekega pač sporazuma oziroma ne, kje smo. Zdaj bi se pa navezala še na nekaj, kar je bilo po moje največ od vseh vprašanj, to se je ponavljalo znova in znova. Po mojem si lahko predstavljata kaj, ampak kar povedala, ljubosumje, kako se s tem spopadata, kako predelaš to, ko gre on na zmenek z drugo, ko gre ona na zmenek z nekom, kako gre se čez to? Zanimivo, da je bilo toliko vprašanj, ne. Že to je tudi ful pove, ne. Če sam to pogledaš, kaj ljudi najbolj zanima, ne. Meni se zdi, da je pomembno pri ljubosumju to, da veš, da izhaja iz tebe, ne iz partnerja, ne. Ne vem, mi smo lahko ljubosumni ob najrazličnejših stvareh, ki niso niti približno ogrožajoče, ampak ljubosumje v sebi skriva nek strah, ne, neka... Meni recimo ljubosumje je vedno en tak znak, ok, nekaj pri sebi nisi razdelal in preveri, kaj je resnica, ne? In jaz sem, mogoče se bo čudno slišalo, ampak jaz sem celo vesel ljubosumja, če pride, ker je to zame znak, aha, ok, nisi toliko v svojem stebru, kot misliš, da si, kaj te v resnici muči? Je to nek pointer name, da moram še nekaj spustiti, moram še nekaj predelati ja, je pa normalno, da se pojavi, ne. Ni nič, nočemo midva reči, da sva nad ljubosumjem, definitivno ne. Sam je pa res, da je ta letvica postavljena zelo visoko in jaz že iskreno zelo dolgo nisem čutil nobenega ljubosumja. Ja. Že jaz sem imela, nimamo toliko časa, da bi vse delila, ampak wow. Ja, ampak spet ne, vsakič znova, ko čutiš ljubosumje, pokaže na nekaj, kar moraš pri sebi razrešiti in razrešiš in potrjuješ resnico, da pač nisi manj vredna, da imaš inherentno vrednost zase in zame in vse to. Da sem ljubljena, ker to je pri meni, to je tukaj izhajajo pri meni vsi strahovi, to je neko prepričanje, ki je v meni in iz tukaj ven, skozi ta filter sem jaz gledala svet. Pa ne govorim samo o romantičnih odnosih, pa tako ne.
pa zdaj to odprtost pa to, ampak nasplošno pač jaz pred kratkim sem ugotovila, da sem jaz tudi prijateljstva tako dojemala, da jaz sploh nisem verjela zares, da ima prijatelj zares rad, prijateljca res rada. Da so neki drugi motivi, ne? In potem si sam potrjuješ skozi z nekimi tvojimi dejanji, ki izhajajo iz tega neljubljenosti, si potrjuješ neljubljenost, ne? In nekaj en začaran krog. Ujeti smo v neko zgodbo, no. Ja. In preko te zgodbe spustimo in jih nadomestimo z realnostjo, boljše. In ljubosumnost je točno to. Okay, zgodba, ki si jo govoriš o realnosti in realnost nista usklajeni. Razišči, kje se ne usklajujeta. Kje se ne usklajujeta. Jaz bi ful delila ta primer moj, ki je ful tak, pokaže to, kar sva povedala. No. Ko sta Jan in ta punca se peljala v avtu in ta punca je sedela spredaj na sovoznikovem sedežu in Jan je dal svojo roko na njeno nogo. Ne. Ko mi je to povedal, me je ful zabolela. Ne. In pol že vem, temu moram prisluhniti. Če me to boli, zakaj me boli? Ne? Kaj me v resnici boli? Ne? Ker pač to samo po sebi, da da roko gor, pač kaj je, pač roka da gor. Jaz te stvari predelujem na tak način. Se pravi, to me je zabolelo, okej. Ne, da se zdaj temu izognem, potlačam to bolečino in se zamotam z nečim drugim, ampak temu prisluhnem. In pol v bistvu samo fizično to občutam, si pustim, da se razvije, v bistvu grem namensko v to bolečino. Ne? Človek bi rekel, oj ne, stran, ker tako smo navajeni, ne? Če nekaj zaboli, upor, ne? Ampak to je lih kontra, ne? Se pravi, če hočeš to predelati, če hočeš spustiti to iz sebe, če hočeš iti čez to, je treba iti noter, ne? Pač treba je iti direkt noter v to občutje. In meni je ful pomembno, da temu ne dodajam misli. Ne? Se pravi, da si sam pustim to občutiti in opazujem. Pa če pridejo misli, kaj pride? Ne? Kaj razmišljam v tistem trenutku, da me boli? Ne? Zakaj me to boli? In pol vidim, tukaj je neka zgodba v ozadju. Ne? Zgodba me boli. Ne boli me realnost, ki se je zgodila, ne? Ampak zgodba, ki sem si jo jaz kreirala v glavi okoli tega, me boli. Se pravi, to, da je on dal njej roko na nogo, je meni ful intimno, ful pomembno, ful ima neko vrednost, ful je to je v naj. Jaz ponavadi tam sedim na unem sedežu, ne? Jaz sem tista, ki dobim to ljubezen in to, ne? Ona me bo nadomestila. Jaz mu nisem toliko pomembna, jaz mu nisem toliko vredna, jaz nisem ljubljena. Ne? A veš, Spet vedno do tega. Vedno do tega, vedno do tega, vedno do tega. In potem sam prebereš sproti, a je to res, ne? To res. Vedno se sprašuješ, a je to res? In pa se mi o tem pogovarjava, jaz mu to vse povem. On bi lahko šel v mojo glavo in videl, kaj se mi dogaja noter. Takšna odprta komunikacija je, takšno zaupanje v to, da ne, toliko brez nekih zadržkov sramu ali karkoli, da bi bilo meni težko mu povedati, ne, sva. In ko on to ve, je seznanjen s situacijo, ki se dogaja tukaj, sva oba v vedenju, kaj se dogaja in pol greva sam postopoma, okej, a je to res, da me bo nadomestil? A je to res, da si manj vredna? A je to res, da nisi ljubljena? Ne? In pol vedno znova pridem do tega, da to ni res. Ne? Da sem ljubljena, da to nikamor ne gre, da je to tako močno, da je nad vsem. In pol se v bistvu sam počas te zgodbe manjšajo na moči, ne? Manjšajo na moči. To, kar me je takrat triggeralo, me zdaj več ne. Zato, ker več ne verjamem tem zgodbicam. Mogoče bi še sam nekaj dodal temu, kar si rekla.
to, kar si zdaj upisala, ne, se pravi, lahko zapreš zvezo, ampak to je še vedno v tebi. To se mi zdi, da je mogoče neko tako privzeto stanje večine monogamnih, pod narekovaji, normalnih zvez. Ne. Se pravi, struktura zveze ti omogoča, da se v enih stvareh enostavno pač ne pogovarjaš oziroma so skrite in nikoli ne bojo prišle na plano, zato ker pač enostavno ni potrebe potem. Ker ni potrebe potem tako. Medtem ko odprta zveza te vedno znova postavlja pred dejstvo, da se moraš s stvarmi soočati. Ne. Te nepredelane stvari se ponavadi naberajo nekje in ne znaš niti s prstom pokazati na to, kaj je, ampak ponavadi, vsaj po mojih izkušnjah v dosedanjih zvezah, kjer ni bilo te odprte komunikacije, ni bilo takega odnosa, vse to, praksa je bila to, da se je v mene nekaj naberalo nekaj časa in potem nisem znal s prstom pokazati na to, kaj dejansko me moti, ampak kot da do partnerja razviješ neko tako nematerializirano jezo v ozadju. Nek tak šum je in ne veš točno, kaj je. In potem se sprašuješ, kaj se je zgodilo. Ti ni ta oseba včasih vse pomenila. Ja, to se je zgodilo, da nista komunicirala, da sta pustila, da ene stvari odhajajo nepredelane, da vsakeč, ko si dobil impuls, da pogledaš za eno osebo, si se mogoče ustrašil, ne, jaz sem v zvezi, jaz tega ne smem in si potlačil to, partner seveda ni nič kriv, ampak ti nek nezaveden del išče krivca, ne, čez nekaj časa. In valjda krivc je tista oseba, s katero si ne vedno. Nisi ti sam kriv. Nisi ti sam, ne, mislim pač. Zato toliko poudarjamo, ne, da je treba na sebi delati predvsem, ne. Midva nisva nobena pridigarja, midva nisva nobena... Midva lahko samo poveva, kaj deluje za naju. Tako. Ne znava si predstavljati, kako bi to delovalo, brez da bi delala na sebi. Zdaj pa bi šla še na malo bolj take sočne teme, ne? Tako da verjetno nima tako preveč dolgočasnega spolnega življenja. Pa glede na to, da smo glih tle v sex shopu, kaj uporabljate mogoče tudi kakšne pripomočke, ali imate že toliko drugega excitementa, da... Ja, v bistvu to drugo, tukaj te moramo razočarati, da pač dejansko nimava ful nekih, mislim, mava doma, par pripomočkov, ampak jih praktično ne uporabljamo. In že nekaj časa nisva, sva v preteklosti z določenimi vibratorji, pa razne te seksi perilo, pa take stvari, ampak dejansko midva pač, nama je bolj domišljijska zadeva, tako komunikacija med seksom in se pravi, da pustiva pač domišljiji, da začini zadevo. Tako da to je to, ne, nisva prav veliko. Ja, moram razočarati, nažalost. Drugač pa rekla sta, da omenil si kondome, to se pravi, z vsemi partnerji verjetno uporabljata zaščito, z vsemi kondome? Ja. Ste tudi kaj hotita testirati mogoče, ali sta pripričana, da... To je tudi v najnem... Na to-do listi. Na to-do listi, ja. Definitivno. Mislim, da je v Sloveniji, kolikor mi je poznano, nimamo najboljšega tega sistema. Mislim, za HIV se lahko greš, ampak da bi hotel tako kompletno, mislim, da moraš dejansko iti kot da dobiš napotnico ali nekaj takega. Mislim, če imaš opcijo še bolj varno narediti, naredi še bolj varno. Ja, sploh pa, ko smo želeli pri tem, je pa zanimivo, nek stereotip je mogoče, da ljudje, ki prakticirajo poliamornost, recimo, da je več spolnih bolezni med njimi. V bistvu jih je manj, lik zaradi tega, ker so veliko bolj previdni in pogosto v nekih klasičnih zvezah se zgodi tudi kako varanje in tako in pač se skrivajo stvari, ne. Tu je pa vse zelo transparentno in zelo poudarka na varnosti in tako da nismo neko gojišče spolnih bolezni, no, ljudje, ki smo odprti. Zdaj bi za zaključek, ko imamo glih ta mesec tudi temo o teh fetiših in kinkih in to, sta kaj kinki ali? Jaz sem glih v procesu sprejemanja tega, zares sprejemanja tega pri sebi, da je to okej, se pravi, da me vzburja to videti Jana z drugo žensko, ne. To,
Voyeurizem, to se pravi. Ja, temu bi lahko. Jaz se ful otepam teh predalčkanja, ampak ja, če bi že mogla kam dati, lahko me daš tja noter, ja, v to vojerstvo, ne, v bistvu. Ja. Ja, v bistvu, mislim, jaz nisem vedel, dokler nisva začela prakticirati to, ampak meni je v bistvu všeč, ko vidim, kako ona uživa v tem, da me vidi z drugo žensko, ne. Recimo to, težko bi rekel, da je to moj fetiš, no. Imam pa en fetiš, ja, stopala. Ja, to je pa, ful nekaj časa sem razmišljal o tem, iz kje to izhaja, zakaj, in pol na eni točki sem bil sam tako, pusti. Pač je tam in to je to. Pač je, ja, mislim, ker tako hočemo vse, ne, zracionalizirati, pa zakaj, pa kako, pa a je to okej, pa ne vem. Sprosti se, v redu. Pač, če nobenemu ne škodiš, če imaš ljudi, si v zaupanju, si v varnosti, da to z njimi prakticiraš, je to pač, ja, okej. Pač. Pa tudi eden najbolj pogostih fetišev, ki jih imajo predvsem moški. Ampak tudi če ne, se mi zdi, veliko ljudi misle, imajo kakšen fetiš, ki je ne toliko znan kot fetiš na noge in potem mislijo, joj, kako sem čuda, nekaj je z mano narobe. A toliko ljudi, ki imajo isto, ampak o tem se ne govori. Se ne govori. Tako da to je čisto nekaj normalnega. Ful sem vesela, da sta bila danes z mano, da tako odprto govorite o tem. Jaz sem ful uživala, tako da ja, hvala. Tudi midva sva uživala in sva vesela za povabilo in sva vesela, da lahko deliva stvari, o katerih ne rabimo imeti srama govoriti o njih. Ok, hvala. Hvala.